gostje, dragi prijatelji, spoštovani gospod Korun. Ko umetnost vstopi v muzej, to ne pomeni, da je mrtva. Nikakor ne. Muzej namreč hiša spomina, živega spomina na pozabi in minljivosti zapisano umetnost. Umetnost, ki ni le suknja siromakova, ampak predvsem znamenje časa. Vstopa v muzej in ga oživi, da mu da tudi poseben smisel. Zbirati in hraniti tisto, kar čas kot neusmiljena reka odnaša seboj, postane nekako posebna, vzvišena naloga, ki obžari celo nekoliko zaprašenega in nemalo kdaj zaskrbljenega muzejskega delavca. Slovenski gledališki muzej se je ob letu, ko praznuje svojo 50-letnico, posvetil tisti ključni osebnosti slovenskega gledališča, ki je tako usodno zaznamovala drugo polovico 20. stoletja. Prav tisto polovico, ko se je postopoma izoblikovala tudi podoba in naloge Slovenskega gledališkega muzeja. Zato ni nikakor slučaj, da se danes tu srečujemo z Miletom Korunom, tistim gledališkim magom, ki je renoviral in reevropeiziral slovensko gledališče. In sicer tako, kot je bilo že nekajkrat rečeno v zadnjem času, da ga je pohujšal. Kajti 15. maja 1965 je z režijo Cankarjevega pohujšanja pljunil na avtorja, kot je znal skrikniti v brambo nič hudega slutečega avtorja, hudi Zevs slovenskega tradicionalizma. Pohujšanje v narekovaju se je torej zgodilo v imenu umetnosti, njene nedolžne lepote in poezije. In od to dalje se je v slovenskem gledališču budilo vse drugače. Krivec za to pa je bil in ostaja Mile Korun. Kriv toliko, da je storil Ivana Cankarja za našega resničnega sodobnika, ki navedno znova zna spregovoriti iz najskrivnejše kamrice svojega srca. Storil vrhove slovenske sodobne dramatike za resnične vrhove, ki še nocoj žarijo na večernem nebu. Tujo klasiko in sodobno svetovno dramatiko pa prevedel v tak jezik, da se je zdelo, da smo vsaj za hip stopili iz tesne doline. Knjiga in razstava, posvečena ustvarjalnemu opusu človeka gledališča, sta tisti prispevek slovenske gledališke vede, ki je prepričano, da so reči gledališča, četudi le to ne pozna ne preteklosti, ne prehodnosti, in je zato njegova umetnost vedno aktualna in zato žal tudi efemerna, vendarle potrebne temeljite raziskave in obdelave. In knjiga ter razstava v Miletu Korunu, tako je moje trdno prepričanje, sta visok dosežek te vede, ki se je gledališče izbrala za polje svojega proučevanja. Spoštovani gostje, dragi prijatelji, dovolite mi, da se v tej priložnosti zahvalim vsem svojim sodelavcem za njihov delež tako pri realizaciji knjige kot razstave, ki ste zasnovali Janja in Barbara Korun. Sedaj pa vabim gospoda Janeza Pipana, ravnatelja Drame Ljubljana, da nam spregovori nekaj besed in odpre razstavo, prosim. Spoštovani gospod direktor, gospe in gospodje, stanovalci višjih nadstropij, lepo je, da je Slovenski gledališki muzej v svoji 50-letnici postavil atraktivno razstavo, posvečeno opusu Mileta Koruna, ob tem pa je izdal tudi premišljeno zasnovano monografijo. Za počastitev tega jubileja bi težko našli bolj zanimivo osebnost. Po drugi strani pa je bil že skrajni čas. Že dolgo smo namreč čakali celovito strokovno oceno Korunovega dela, že dolgo smo si želeli, da bi lahko materialne in spominske sledi njegovih uprizoritev našli zbrane na enem mestu, jih temeljiteje premislili, saj so te uprizoritve namreč odločilno sooblikovale naša življenja in naše samozavedanje. Korun in Slovenski gledališki muzej sta najbrž delovala vzporedno, v istem času in istem prostoru, a v različnih svetovih. Ko se danes tako posrečeno srečujeta, to ne pomeni, kot je povedal že direktor muzeja,
da Korunovo gledališče zapiramo v muzej, ker bi mu potekel rok trajanja. Pač pa je ravno narobe. Prvi poizkus rekonstrukcije in predstavitve celotnega Korunovega gledališča šele omogoča njegovo živo navzočnost v sedanjosti, v današnjem slovenskem gledališču, ne pa samo v negotovem spominu posameznika ali našem skupnem zgodovinskem spominu. Mile Korun je s svojimi uprizoritvami premikal svetove. Premikal jih je v območju vsakokratnega socialno-zgodovinskega in duhovnega kozmosa, v realnosti in njenih ideoloških nadomestkih, ki jim je prav nesramnost odmikal na videz trdne in večne oporne točke, premikal pa jih je tudi v nas kot posameznikih. Po Korunu, vsaj od njegovega legendarnega pohujšanja naprej, ne bomo nikoli več brali in uprizarjali kakšne Cankarjeve drame kot samoumevno in kanonizirano literarno zgodovinsko danost ali kot nekakšen muzejski eksponat, ki si ga vsakokratna gledališka uprizoritev le izposodi iz tradicije, da bi ga čim bolj verno reproducirala. Za Koruna je Cankarjeva ali katerakoli drama relevantna le toliko, kolikor je sposobna izrekati temeljne dileme vsakokratnega aktualnega časa uprizoritve, ali, če si izposodim znamenito prispodobo Jana Kota, drama je kot goba, ki v kontekstu odrske uprizoritve posrka vase vsakokratno sodobnost. Korun je bil v vseh svojih uprizoritvah najbolj goreč zagovornik prav te sodobnosti. Korun je vedno ustvarjal daleč od muzejev, resničnih ali namišljenih. Še več, svojo odrsko poetiko je zasnoval na odločnem uporu proti gledališču, ki ga ponavadi označujemo kot muzejsko, se pravi zastarelo, neinventivno, mrtvo ali, kot pravi Bruk, mrtvaško gledališče. To je treba povedati brez vsake slabe misli ali podcenjevanja institucije, ki nas je nocoj prijazno povabila, da skupaj z Miletom Korunom preživimo nekaj slovesnih trenutkov. Hvala Bogu, tudi muzeji niso več samo tisto, kar so bili včasih. Vendar pa vemo tudi to, da je bilo Korunovo gledališče kljub svoji presenetljivi in provokativni modernosti vedno tesno navezano na tradicijo. Pravzaprav se je najbolj izdatno hranilo prav z njo. Bistvena razsežnost Korunovega gledališča je prav ta neverjetna naveza, ki je nam, gledalcem, omogočila, da smo tradicijo ugledali in doživeli kot živo zdajšnjost. Korun ve, da ni nič samo danes, pač pa ima vse, kar določa naš čas, jasne in čvrste korenine v preteklosti, v zgodovini, do katere ima ves čas izjemno aktiven, hkrati pa tudi čisto svojski, oseben odnos. Ne podlega ne stereotipom, ne kanonom, z njimi se raje duhovito poigrava. Lahko smo hvaležni zgodovinski ironiji, ki je dala prav njemu, ne pa tistim samozvanim varuhom tradicije, ki so ga zavračali in njegovo aktivno prevrednotenje te tradicije poimenovali s huliganstvom. Korun je vsako odrsko zgodbo vedno najprej očistil na vlake mrtve zgodovine, ter nam jo očiščeno in pomlajeno, prekrvavljeno z mladim vinom njegove radikalne misli, do kraja svobodne imaginacije in magične odrske poezije, ponudil premislek in užitek kot bistven problem vseh nas, posameznikov in skupnosti. Zato je vsaka Korunova odrska stvaritev neke vrste razsvetljenje. Saj nas svojo posebno in nepričakovano optiko vedno znova osupne, ko nam na videz stare in dotrajane zgodbe, tudi povečkrat, kot v primeru Cankarja, uprizarja, kot da so bile napisane šele sedaj, v tem trenutku, prav za naš čas. Hkrati pa najbrž ni naključje, da je Korun svoje najprodornejše in daleč v prihodnje čase odzvanjajoče uprizoritve ustvaril prav na podlagi slovenskih dramskih besedil.
Kljub očitni svetovljanski in nekonvencionalni drži in pomembnim mednarodnim uspehom je ostal pričevalec slovenske duhovne tradicije, odrski kreator zgodb, usod in svetov, ki jih prepoznavamo kot avtentično naše, slovenske in so ga osvobojene provincialne zatohlosti navdihovale z najdrznejšimi odrskimi zamislimi. V Korunovih uprizoritvah te zgodbe beremo kot univerzalne zgodbe o človekovi usodi. Korun je pravi mislec gledališča in odrski mah, ki je v navidez znanih razsežnosti gledališkega odra vedno znova odkrival nove in neznane prostore bivanja in mišljenja, da so njegove uprizoritve pomembno vplivale daleč čez tlorise samega gledališča, ter odločilno so oblikovale vsa področja kulture in bivanja. Korun ni le reformator gledališča, pač pa tudi ena najpomembnejših slovenskih osebnosti nasploh. Mimo njegovega opusa, mimo njegovih dnevnikov in komentarjev, mimo njegovega mišljenja, gledališča in sveta ne bo mogel nihče, ki se bo želel relevantno soočiti z vprašanji naše skupne preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Danes lahko Korunov gledališki univerzum vidimo kot jasno in koherentno celoto. Po drugi strani pa smo tudi v zadregi, ko ga želimo definirati in si ga razložiti. Korunovo gledališče je pač neulovljivo in se nam izmika vsakokrat, ko ga želimo osvojiti z razumsko sistematiko in preglednostjo. Ko že mislimo, da ga razumemo in mu lahko sledimo, nas preseneti s popolnoma drugačno optiko uprizarjanja, ki naša pričakovanja postavi na glavo. Tako bo najbrž tudi v prihodnje, kljub nocojšnji razstavi, kljub izčrpni monografiji in študijam, ki jih bodo gotovo sledile. Ravno to je najbrž najbolj verodostojen dokaz živosti in neulovljive mladosti njegovega teatra. Korunov gledališki univerzum je podoben labirintu, v katerem se radoveden obiskovalec rad izgubi in si niti ne želi poiskati izhoda. Vsaka na novo prehojena in vedno drugačna pot skozi ta imaginarij podob in usod, interpretacij in kreacij, mišljenja in poezije, nas vedno znova fascinira z novimi obrazi in prostori, v katerih smo tako ali drugače doma. Morda kot naključni popotniki, morda kot tujci, morda kot avtentični prebivalci sveta, ki smo ga nekoč že sanjali, da bi zdaj nekdo drug, nekakšen dobri duh Ariel, Korun, sanjal tudi nas. Spoštovani gospod profesor, dragi naš učitelj in kolega, gospod Mile Korun. Veliko čast mi je, da nocoj odpiram to razstavo in da sem lahko na glas povedal nekaj svojih begotnih misli o vašem gledališču. Bilo pa je nekoliko nevljudno, vem, da sem govoril v tretji osebi, saj sem govoril o človeku, ki je živo navzoč in to ne le v dobesednem pomenu, a drugače nisem znal. Vem, da bi bilo primerneje, če bi vas nagovoril neposredno, saj bi s tem morda izval zanimiv dialog. Naprimer, pogovor o vaši naslednji režiji v drami, ki bi o vas in vašem delu gotovo povedal več kot te moje približne asociacije. Morda bi bilo tudi zabavneje, ali pa tudi ne. Morda pa bi bil najmanj pogovor bolj mok, ki bi ga le tu ali tam presegal kakšen stavek, kot ponavadi. Zdi se mi, da oba rada veliko molčiva in že kar preveč pozorno zreva vase. Vendar pa sem izjemno vesel vseh najinih dosedanjih molčanj, saj so spočela kar nekaj velikih predstav. Z enakim veseljem se bom nocoj in še marsikdaj sprehodil med kaleidoskopom podob, ki so ostale za vašimi predstavami, ter jih dopolnjeval s svojimi živimi spomini. Upam pa, da se že kmalu spet srečava na kakšni novi premieri. Vabljeni torej vsi v družbi mojstra Koruna na razburljiv sprehod po razstavi svetov, ki so stvaritve resnično velikega umetnika.
On si osigli. Hvala lepa. Hvala lepa. Vse bi bil rajši kot kravec. Tukaj si ti, vseeno ne bi hotel biti. Od svoje pameti si odščipnemo vsako strani ravno toliko, da na sredini ni nič ostalo. Poglej, tamle je gre, en ščepec. Takrat, ko ti je bilo malo marali gledati dol in lepo si bil še verjetno delec. Zdaj pa si peto podrog. Jaz sem na boljše poti, jaz sem narec, ki nisi nič. Brez zamire. To je grahova lupina, seveda blazna. Filozof in tako naprej. Koga je znala nekako, bi rekel, prepričljivo in pozvati pretresno razpravljati Hej, moravčak, tepec prekleti, kje se skrivaš? Se ti ni treba čitočko, no? Hej, Rezarko, ustaneš grejo, kaj? To bi rada videla, smo skomano poiskat obleko in vidiš, te ni za Hrvače. Daj, no. Vidjo, ja, Marina, kaj? Čakaj, no. Lajši si od mene, pa me ne dohajaš. Prš. Kaj, gledi? Vsak je še po svoje. Med čovno stane.
A takole postaneš drevo, kaj? A takole? Hej, moča, slišiš? Odšli oči, poglej me nase, saj mi vse skupaj samo hec, ne? Pa še za Maribor na televiziji gledati. Srednica nakupala nosilcočice Bianca in Mačija Smova, da imajo strašansko pomanjkanje duhovnosti, poleg tega pa zelo šibka stegna. Srednica sicer globoko in iskreno prepričana, da se mi ne zdi spodobno, da se kaj takega napiše. Zakaj vi sami, gospodin, prišli v moje leta, če imate resi rakovu? Zadnji trik, da je biti nemetrovnega dnevnika, postopno izveščati. Brzi ob tla to žalost jalo in nas imej kot začetek. Veliko pohujšanje je prišlo do nedožentorjanstva. Velika sramota je prišla nam. Zlodej sam je prišel med nas in se šal za krščenega človeka. S tem pa je prišel največji razbojnik današnjih časov, imenitnik Kristof Kovar. Bodo vsekoli povedali. Neomajana in neomajna je ostala četnost države. Tebi, Dača, ni bilo kaj omajači. Sredstva in neosljubljenja je naša rodovljubljenost. In taka ostavljena lepo, sramoto in za smehom našim sta povedila zlode in razbojnike, potem zanima tudi tisti reče, sirota je delovan. In pa ostanemo zmagovalci na bojnem polju.